Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kako rešiti sistem dveh enačb z dvema neznankama z uporabo Kramerjeve metode. Kramerjevega pravila. Torej, kot prvo, moramo sistem napisati v tej obliki. Moramo imeti na drugi strani te vrednosti brez x in brez y. Morajo biti na drugi strani prosti členi. Tukaj imamo mora biti v tej obliki sistem. In v bistvu ta metoda je zelo avtomatična. Bomo računali, sedaj vidimo, z uporabo nekaterih tabel. Samo ena stvar izrazoslovja. Te tabele številk, tabele vrednosti kličemo matrike. Bomo napisali, na podlagi matrike lahko zračunamo njeno determinanto, ki je eno število, ki se zračuna na podlagi matrike, ki je ena tabela števil. Torej, sedaj bomo direktno kar napisali, jo kličemo D in bomo dali kaj v tabelo? Te vrednosti tukaj, tako kot so 8, tukaj spodaj minus 12, minus 5 in 7. Ta je tabela vrednosti. Mi bomo dali še tukaj dve navpični črti, da označimo, da bomo računali determinanto te tabele, determinanto te matrike. Čez malo vidimo, kako se izračuna. Ampak zdaj nastavimo vse tri determinante, ki jih moramo zračunati. Bomo računati ta dx, to determinanto glede na x, in kako bomo? Si bomo pomagali z zgornjim, ki smo že napisali, samo kolono od x-ov bomo zamenjali z temi vrednostmi tukaj, 16 minus 23. In to pa pustimo nespremenjeno. Potem vidimo, ko se zračuna in še ta zadnjo dy, determinanto glede na y, tukaj bomo zamenjali, če se nanašamo na to začetno, bomo zamenjali kolono od y-ov zmeraj z 16 minus 23, to bomo zamenjali, torej to si pustimo kot je, ali pa lahko gledamo tukaj koeficijente 8 in minus 12, pustimo tako, in tukaj napišemo 16 in minus 23. Ja, sedaj vidimo, kako se izračuna to determinanto, ki je eno število, ki se zračuna glede na to tabelo. Zelo enostavno v tem primeru, da imamo tukaj dve vrsti in dve koloni. Zelo lahko je to krat to minus to krat to. Torej 8 krat 7 minus mi pride od tega, od pravila, kako računam determinanto, minus 5 krat minus 12. Potem zračunamo, sedaj vidimo stale 16 krat 7, minus mi pride od pravila, kako se računa determinanto, minus 5 krat minus 23. Potem 8 krat minus 23, minus 16 krat minus 12. Torej, sem si že prej izračunal, vsekakor 8 krat 7 je 56, tukaj zelo pazimo na predznake, minus krat minus krat minus je minus, ker imamo 3 minuse, 5 krat 12 je 60. A ja, še ena stvar važna, ta d, tukaj ne pride nič. Če bi dobili, da d je enako nič, pomeni, da sistem ni določen, nima ene same rešitve. Sem razložil na drugem videu, da ti sistemi lahko imajo ali eno rešitev, ali pa nimajo nobene rešitve, pa imajo neskončno rešitev. Lahko si greste pogledati video. Torej, če bi dobili, da d je enako nič, nismo v primeru, ko imamo eno samo rešitev. Skakor tukaj ni enako nič, nimamo problema. Računamo tukaj naprej. 16 krat 7 je 112, minus krat minus krat minus, so 3 minusi mi dajo minus, 5 krat 23 je 115, 8 krat minus 23 je minus 184, minus krat minus mi da plus, 16 krat 12 je
192, torej tukaj dobimo minus 4, tukaj 112 minus 115 je minus 3, minus 184 plus 192 je enako 8. In sedaj sem rekel, da je zelo avtomatična metoda, pridemo direktno do rešitve. X je enako dx ulomljeno d. Torej, dx je minus 3, ulomljeno d, ki je minus 4, minus deleno minus mi da plus 3/4. Sem dobil x, y bom dobil na podoben način, dy ulomljeno d. Torej, je 8 ulomljeno minus 4, plus deleno minus mi da minus, 8 deleno 4 je 2. In sem dobil, da y je minus 2. Tako sem prišel direktno do rešitve in tudi opazimo lahko to, sem rekel prej, da nismo v primeru, ko imamo eno samo rešitev, ko d je enak nič. Ja, če opazimo, če bi stavili d enak nič, tukaj bi imeli nič v imenovalcu, vsekakor ne bi znali kako izračunati. Bi imeli nič v imenovalcu tukaj. Prav, tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.